Dobrodošli v leto 1961, ko je liter takšnega mleka stal 8 centov, bencin pa pol manj. Ko je bila brezposelnost le nekaj odstotna in ko ga ni bilo junaka, ki bi lahko pojedel za današnje evro šunke. In ko se je po telecesti peljalo dobrih 5 avtomobilov na dan in seveda tudi v čas prvih hatchbackov, v slovenščini limuzin s prisekanim zadkom. Katrca je bila prvi takšen avtomobil. Lahko bi celo rekel, da je bil to predhodnik vsem manjšim enoprostorcem. Renault 4, kot se uradno imenuje, in so ga v Novem mestu, kjer so ga tudi izdelovali, ljubkovalno poimenovali Katrca, ker niso, ali pa se jim ni dalo stalno izgovarjati Renault 4. In prepričan sem, da danes na slovenskih cestah ni bolj spedenane Katrce, kot je moja. Ta je sicer malce starejša, letnik 1990, torej iz časov, ko je Marjan Smodej že izdal svojo prvo kaseto. Iz časov, ko še ni bilo ESP sistemov, iz časov, ko ni bilo prostoročne telefonije in ko so besedo radar poznali le vojaki. Iz časov, ko so se moji starši v polno naloženi Katrci s svojimi starši peljali na morje, kar je bil svoj vrsten podvig, ki pa bi ga takoj ponovil, tako zelo se nam je ta avtomobil vtisnil v srca. Podobno kot so se srčno lotili študenti Likovne akademije in skupaj z Renaultom Slovenija pripravili 3 prav posebne Katrce, ki jih vidite tukaj. Vse skupaj zelo atraktivno, z veliko domislicami in grem staviti, da bi jih marsikdo imel še danes, ker so tako zelo posebne. Piknik Katrca odraža vse lepo iz časov, ko so nam avtomobili služili za veliko prijetnih trenutkov, ki smo jih preživeli v naravi skupaj s svojimi najdražjimi. Potem je tu postkar oziroma Katrca v smislu razglednice, ki smo jih včasih tako zelo radi pošiljali. Seveda, ko pa ni bilo mobilnikov s kamerami in MMS-i. Prav za vsako Katrco se je pravi užitek peljati, ker so tako zelo atraktivne, sam pa sem izbral tole Katrco šolska tabla. Poglejte, nad njim so navdušeni tudi otroci vrtca na Slomškovi v Slovenskih Konjicah. Pravno upam si predstavljati, kako jih bodo potem gledali očetje doma, ko bodo takole čečkali po njihovih avtomobilih. Ampak jaz ne smem parkati. Evo, pa imam čisto unikaten avtomobil. No, glede na današnje standarde, ko za vsako figo kritiziramo podvozja, je Katrca pravzaprav nevozen avtomobil. V zavojih se ne di pa bolj kot Artur Štern po parih urah fešte. Volan mi daje toliko povratnih informacij, kot imajo gluhi od koncerta. Zatesnitev potniške kabine pa je tudi takšna, da mi ves čas prijetno piha v glavo. Klime tukaj seveda ni, zato je v tem času del obvezne opreme tudi kakšna brisača ali pa majica. A ja, je pa vožnja ponoči tudi svoj vrsten podvig, glede na to, da luči svetijo manj kot sveče. Je pa poskrbljeno za potnike v primeru slabega vremena, saj za dežnik potrebujem le še platno, ker je za ročaj že poskrbljeno. Ampak uživam prav v vsaki sekundi vožnje s tem avtomobilom. Številne tegobe pa sploh niso tegobe, ampak prej stvari, ki dajo Katrci karakter. Vsak zavoj pa, čeprav odpeljam počasi, privabi na smeh na obraz, saj dokler ne bom dobil morske bolezni. No, menjalnik pa je dejansko bolj priročen od današnjih, ker je tako zelo blizu in pri roki. Tukaj bi lahko Renault kaj prekopiral tudi za današnje avtomobile. Ok, ventilator res mogoče malo hladi, je pa ergonomija zelo dobra. Tukaj imam predal celo za svoj mobilni telefon, prostora je dovolj tudi za tiste malce starejše, če se jih še spomnite, tukaj spredaj pred sovoznikom, v predale na vratih pa boste z lahkota spravili tudi večje plastenke. Stekla so sicer majhna, a ker je tudi avtomobil majhen in oglad, preglednost nikakor ni slaba. Le na zaviranje se boste morali navaditi, da boste zavirali malce prej, ker zavore niso tako zmogljive kot danes. Ja, v vseh teh letih je res očitno, kako daleč in predvsem, kako hiter je bil razvoj avtomobilov. Skoraj neverjetno. So pa še vedno ljudje, ki jih enostavno ne morejo pozabiti. Eden takšnih je Andrej Mlinar, verjetno največji ljubitelj Katrc v Sloveniji. Andrej, so Katrce še vedno popularne? Skozi bolj. Vedno bolj. Kaj to pomeni? Skozi starejša ratuje. To pomeni, da se čedalje več restaurirajo, da imaš čedalje več dela? Tako, tako. In koliko takole na leto jih obnovite? Tam približno od 3 do 5, no. Pač za eno je dela 2-3 mesece,
Sicer pa, glede na to, da si rekel, da se čedalje več ljudi odloča za restauracijo, za nakup, kje se tako sploh da kupiti katrce? Pač, mislim, največ jih je še tle pri nas v Sloveniji. Mi dva jih imamo 53 v zbirki. Imamo od najstarejše 3 brzinke, 6-voltna elektrika. To je iz katerega leta? 64, 1964. Pa imamo na vse 4 pogon, originalno tudi. Furgonet, to pomeni, da ima odzad ta kason, pač sem dosed. Kako je z rezervnimi deli? Se jih še da dobiti? Velika večina se še da dobiti na Renaultu, z Pariza, no pa v Nemčiji je prav štacuna za oldtimerje, za rezervne dele. Večino pa tudi samo naredil, pločevinaste dele predvsem. Ja, katra očitno ostaja še vedno slovenska, tako ali drugače.